Dobro jutro, pozdrav soncu, kakor zmeraj, a ne, valjda, kako pa drugače. Jaz vam probam to nekako dopovedati, kako zelo pomembno je, da ostanete dosti zgodaj zjutraj. Se opravičujem, spet sem pozabil pogledati, kako je ta moj mikrofon, in če je v redu, bom pustil, če pa ne, bom mogel pa od začetka. V redu je, očitno je v redu. Ok, super. Rdeči oktober. Na oktobra je pa Oktoberfest, ne. In zdaj na Oktoberfestu v Nemčiji pojejo gostje Kalinko. Zdaj pa Nemci, ne, ki so napadali Rusijo, zdaj pa Nemci prepevajo ruski, ne vem, legendarni komad, če ćemo temu reči. Nisem prevoda še uspel pogledati, kaj Kalinka je, vem pa, da je v jagodu malinka, ne, tam pa med jagodami se pa skriva malinka, mislim, da malinka je bilo ime tej punci. Ne vem, nima veze. Rdeči oktober je napovedan, bom rekel, zelo panika, seveda za Deep State in za vse pripadnike njene, bom tako rekel. Zdaj, jaz lahko to zdaj že kar trdim, da narcisi so pripadniki kabale, zdaj vede ali ne vede, zagotovo pa je to ta ista scena, kjer je treba te ego tripe boostati in delovati v tej neki butasti igri zavajanja in mislim, butasti se pravzaprav kruta, ne, se to je v bistvu grozljivka, če smo čisti iskreni, ne. In v oktobru hunters became hunted, ali became. Tisti, ki so bili do zdaj lovci, so zdaj postali tarče. In tarče smo postali lovci. Ne, to je tisto, kar rečemo menjava polov, konec časa, table turn, se pravi, da se obrne miza. In ja, tle smo. Zdaj, jaz upam, da opazite že, da ste toliko močni, da znate zadržati te prve in zadnje in druge in tretje in četrte napade teh bolestnih narcisov, ki izgubljajo svojo moč, svoj vpliv, svojo, bom rekel, ki jaz tem času vidim kar klešča, ki držijo svojo žrtev. Te klešče zdaj ne delajo več, zaradi tega, ker skupinska podpora njim ni več prisotna. Sem rekel, matrica je mrtva že davno. In zdaj se razpada matrica oziroma ta maska na obrazu ljudeh, ki so jo uspeli skrivati toliko časa. Eden izmed načinov, kako so to skrivali, je tudi tako, da so recimo tebe probali skregati s človekom, ki je bil njihova žrtev. Tako da ti nisi z njim imel nič kontakta in si mu verjel njemu, da ima on prav, z njim pa nič. V bistvu pa bi mogel najprej z žrtvijo kakšno reči. Zato je ful pomembno, da se zavedamo, kaj pomeni govorjenje za hrbtom, kaj pomeni eno mnenje vedeti, dobiti, kaj pomeni eno stran razumeti, kaj pomeni verjeti vedno eni strani, ne, zmeraj moraš pogledati kovanec z obeh strani, zmeraj ima zgodba dve plati, kaj ne. In zdaj ta druga plat se njim odpira, a ne, mislim, nam se odpira, njim pa podira, kot ćem zdaj to objasniti, ne. Se pravi, niso zdravniki delali za nas, ne, ampak so delali proti nam, ampak da so delali proti nam, kdorkoli je tu bleknil, je bil teoretik zarote, torej takoj osovražiti ga, ne, takoj ga odrekati, ne, Turšiča, kar govori, da je medicina morišče, ne. Ampak mene zaradi tega ni noben zlajšto po glavi, a ne. Zato je zelo pomembno, da tudi vi, kar veste, kar dožanjete, ko pridete do gnanja in do spoznanja, da o tem glasno govorite. In resnice vam ne more nihče povedati. Do resnice morate priti sami. Vsak sam mora priti do resnice, ker resnica je v bistvu skupek vseh dejstev. Ali pa skupek vseh informacij, z katere pa je treba iti čez kognitivni ki kognitivno reče, pa kaj to še stisne ume, valjda zdravniki pomagajo nam. Ne, majster, ne pomagajo. Zdaj, tvoj mora biti sposoben reči, mater, a misliš, da obstaja opcija, da oni res niso good? In ko se ti ta opcija vžge, pol se ti kar precej filmov poravna.
tistih, ki so bili prej malo čudno, ali je čudno, ne, nič ni čudno. Postaja meni jasno, če dalje bolj. Upam, da tudi vam, upam. Vem, da če dalje večjim ljudem postaja vse bolj jasno, kakšna igra se je igrala in jasno postaja, da ta igra, kdorkoli jo je igral, se zaveda, da prihaja kruti konec. In oni so dolgo igrali, bili sluzasti in to, pa so postali že malo agresivni, iz agresivnega postajajo nori, bolj ko postajajo nori, bolj mi vidimo, da so nori in pri tem oni še bolj besnijo in so še bolj bedasti. To so stvari, ki jih je meni Q dal in zdaj gledam v real life. That's the movie, you are watching a film. Je rekel, Q, gledate film? Stari, po eni strani bo res to taka grozljivka, srhljivka, žalostno, ampak pravica je le pravica. Mislim, če sem bil jaz tarča, zdaj pa je čas, da se malo obrnemo, zdaj nekdo drug zdaj začne malo teči. Ne, ljudje začnejo malo švicati. Kakšne dogodke se meni dogajajo. To je neverjetno. Vem, da nisem edini, ampak pri vsem tam sem samozavestno pogumen, močen in nepopustljiv in moje meje se ne premaknejo za milimeter. Njihov gaslighting, se pravi mešanje resnice, oni zabrklajajo resnico. Ti mu rečeš, stari, včeraj si ti pojedel politanke. In on reče, pa ne, pa ti si pa prasat, kaj ti misliš, da sem vse obsodil, da sem jaz politanke jedel, kaj ti misliš, ti si pa prejšnji teden si pa zanjčev Petru rekel, da je grd. Stari moj, pejva nazaj k politankam, ne. Midva sva dva, včeraj so bile, danes jih ni, kdo jih je? Ja, pa jaz nisem jedel politank, ti si pa zanjč mojci rekel, da je pa čudno, zakaj si mi zanjč ko rekel, zdaj bomo stari, pa lažeš mi pizda, kaj ti meni ne zaupaš? Ja, pa stari. Hočem reči, tako budasto gre to naprej, da si rečeš, pa stari moj, ti si en velik lažnivci, in on to ves čas nadaljuje, da ti pač ne bo. In zdaj, jaz sem prišel prečerajšnjega do enega spoznanja, da je naslednja stvar, ki jo bom močno zagovarjal, je, ko pridemo do teh točk, bom jasno in glasno rekel, tišina. Tišina s temi lažmi in bananami, tišina. Vse se da pogovoriti mirno, dokler so jasni nameni. Dokler pa pridejo teh zlanci, no in pa tišina. Jasno in glasno govori svojo resnico, ne mi pa palamuditi neki. In jaz sem pripravljen utišati marsikoga, mislim sem ga že, pa še ga bom. Zaradi tega, ker tega drekanja bolestnega imam jaz tako polno kapo, da se oni ne zavedajo, kako zelo sem poln tega njihovega drekanja pravzaprav. Mislim, sam sem bil kar precejkrat, pač tarča sem bil, ne, in kolikrat sem bil nasmoljen, da sem bil nasmoljen. In v bistvu odpuščeno je vsem, tudi z moje strani, večkrat, tudi zahvalil sem se. Hvala vsem za vsako lekcijo. In jaz sem hotel prvič dati sponzorsko objavo in Facebook rekel, da to pa ne gre čez, da to pa ni primerna vsebina, da nekomu rečeš hvala, kaj tacga, ne. Torej so res vsi zvezani bili do amena. Mislim, od sosedove Pepce pa do vrhnega pedofila, vsi so bili nekako v nekem povezavi, s tem, da drug za drugega valjda niso vedeli, ne. Mislim, to je bil igra znotraj igre vseh igra, ne, ki so oni vodili 6000 let in jo niso kaj dosti v bistvu polagali pažnje, da se da v njo udreti. In hvala Bogu za Whitehate, da so v njo udrli in galaktični plan v bistvu razbija to mislim, da je 6000 let stara igra. Seveda preko igre. Sometimes you must play a fool to fool a fool who think that he is fooling you. Se pravi, včasih moraš igrati igro bedaka, da nategneš njegovo bedasto igro. A ne? Se pravi, on misli, da tebe okrog prsta vrti, v bistvu pa ti njega, ker si 2 koraka naprej, ker si pameten. Oni pa so zelo, zelo butasti. Tabula rasa, veš, otrok, ki je majhen, ga tako okrog prsta zavrtiš, ne. Mu rečeš, da bo prišel dedek Mraz in da dedek Mraz ima brado in tako, in če boš pridn, boš dobil. In pol to otroci, nekako, oni verjamejo tega dedka Mraza, ne, naivno. Zdaj, so butasti. Mislim, razgledani niso, no, dajmo tako reči, otroci, ne, še nimajo nekih informacij. Zdaj, pa veš, po 15, 20, 25 letih mojega raziskovanja nekako malo težko zdaj rečem, da pa sem neveden, ne.
In nekdo, ki je igral igro, kako bo meni probal oplahtati. Moj način razmišljanja, da so to neka ezoterična sranja, težko je, ne padem na te floskule več in se niti ne pregovarjam z njimi, ker vem, s kom imamo opravka. Tudi zelo hitro sem pripravljen te ljudi utišati, ker ne bodo srali ne meni, ne vam, ne mojim, za katere sem pripravljen se postaviti v bran. Be a voice of voiceless je ena izmed stvari, bodi glas tistih, ki glasu nimajo. In upam, da sem dal kakšen glas tudi za tiste, ki so bili žrtve pedofilije, da se ta kurbarija pedofilska ustavi, ker pedofili so nič drugega, kot eni veliki lažnivci, narkomani na užitke, bolano. Zdaj ta butast ego v oktobru buta ven, očitno. Ego je izmišljena stvar in zdaj probajo s tem egotom še udarjati, udrihati. Nam pa postaja jasno, da ta ego je tak cirkus, Sam se ne zavedajo, da mi to vidimo. Oni mislijo, da smo mi še vedno tako naivni, kot smo bili pred korono, dajmo temu tako reči. Tako da korona, hvala, krona tudi, hvala, da se nam odpre korona in energije, ki so okrog nas, so tukaj samo za nas, da bomo izkoristili jih. Hvala. Izkoristili v svoje dobro, v svoj razvoj in da požge ta energy vse tisto, kar ne spada na ta planet. Če vaša visoka frekvenca moti okolico, naj jim vaša svetloba sežge njihove zaspane oči. Ne se motiti. Oni jokajo, kričijo in so žrtve, ne se dati motiti. V peto zemljo ne grejo jokajoče pičke, ampak gremo bojevniki, ki nas ni strah in ki smo sposobni se postaviti za sebe in seveda deliti ljubezen, absolutno. Vendar ne dovolim pa kraje te moje ljubezni na način izsiljevanja. No way. Nikoli več. Ker tako sem jo bil opeharjen ljubezni ničkolikokrat. Zato tudi vam polagam na srce, bodite močni, ne daj se, kapluk, veš. Zdaj probajo vas zbombardirati, probajo vas zdemolirati, zmešati, vas prepričati, da ste butasti in ne vem kaj vse. Ne padati na te floskule. Okay. Skratka, norosti vidimo, kako padajo ven, to boksanje v parlamentu, pa Joe Biden je rekel, v primeru naravnih katastrof vas najbolj zaščiti cepljenje, a ne? Butleden. Čak pa še samo eno. Zdaj v Franciji bodo imeli poročila, pa pol vreme, po vremenski napovedi, pa koliko je še elektrike. Kakšne banane. Pa se so rekli, da zdaj vsi pejte na električne avte, zdaj je pa problem z elektriko. Pa kaj pa se dogaja? Mi smo pa butasti. To je bil master natek. Električni avtomobili so bili master natek, da vi ne bi slučajno šli predaleč od električnega omrežja. That's it. Isto so telefoni ene vrste. V neko bremza, ki bremza ljudi, da ne grejo predaleč od, Wi-Fi signala oziroma od točke polnjenja elektrike. Tako da off-grid, se pravi življenje brez, klasičnih družbenih dobrot, če tako reči, se pravi voda, elektrika, bencin, mesto, trgovina, ne vem kaj. Off-grid življenje brez tega je bilo pogumno dejanje. Pravzaprav tudi zavidanja vredno, ker vsak pa pač ni sposoben se iti off-grid, če ne zna paštete odprti, kako si bo on sploh še kaj dalje, kakšno rastlino nabral, jo posušil, pa shranil, pa jo znov uporabljati. Ljudje rečejo, pa ne znam to, ja pa ne znaš še, nauči se ne. Kaj, nauči se pa boš znov, ne, kaj zdaj. Se tudi ne znam vsega, znam precej stvari, ampak se jih nisem v šoli navadil, ne. Pa tudi nisem hodil na neke strašne tečaje,
popoldanskega kuhanja marmelade, ampak sem se spomnil, kako to gre, ko sem opazoval. Pa zdaj itak imaš net, pa imaš informacij milijon, greš pogled, kako se naredi marmelada. Sam ne smeš stisniti na oni prvi zadetek iskalni, moraš iti mičko bolj globe, ker če boš po ta prvem naredu, se ti bo pokvarila, pa boš mogel še kupiti. Najprej si se z unimi češ, pa mi zabaval, kupil še cukr, pa še želin, pa še ne vem kaj, pa si tu mešal in si naredil nešto maloro, po njihovem receptu. In pa na koncu šel še marmelado kupiti. Tako so oni nas skozi drsali, ne bom pozabil, ker sem Paradise, z njimi sem kar imam izkušen, pa sem se režal. V Hofru ti prodajo paradižnik seme, pa ti prodajo sadike, pa kad ti ne rata, tebi Paradise, ne, ti pa prodajo še Paradise, ne. Valjda, ker ne seme je bilo narejeno, da sam zraste nekaj, ampak nič ne rodi. Sadika je tudi, sem sadika, ampak ni nič cvetela ona. Jaz sem kupil za probo 2, no, ampak tiste 2, ki so bile največje sadike iz Hofra, niso nikoli ratale Paradise. Pa sem predelal Paradise, da sem ga s karjolami vozil, by the way. Kaj, Lucy? Vse v redu? Lucy mora izmeti. Je dobra ona, ki je črna, ne sploh ne veš, da je tle. A boš ti povedala, kako greva kuža, pazi? Da je mi. Ne, ni treba. Jaz sem že večkrat rekel, da je meni pomagala pri vsem tem biti močen, mi je pomagala glasba. Dajte si tudi vi, Era je krasna, Enya tudi, Epic Music je za ta čas vrhunska. Dajte tam upisati YouTube 12 ur Epic Music, brez reklam. Tisti, ki še gledate še zmeri reklame, v blocku pišeš v Google in daš inštalt v Chrome, namesti v Chrome, da nehate reklame gledati, da vam ne jajcajo. Skinite se z radijev, televizij, časopisov, kakor se še niste. Muziko si izberite sami, ne dovolj, da vam sistem izbira muziko, ker ni ta prava, by the way, vse to smo že obdelali, by the way. Ne glede na provokacije, ki prihajajo do vas, ne postanite grobi, kruti, ne izgubite sebe, cruel, ne postanite cruel, kljub temu, da vas provocirajo. Provocirajo pa vas, da bi vi postali kruti. Pravzaprav to je obrambni mehanizem in oni so nekako nam ta obrambni mehanizem probali ugasniti. Ne moreš ti zdaj name kričati, jaz provociram tebe lahko počasne, se ti ne smeš name kričati. A da ne. No, ti bom pa mirno povedal, da se pejt kausati deleč stran, čist mirno ti to povem. A ne, sedaj, zdaj pa spet nisi besede te prave uporabil. Sem, ja, čisto te prave sem ponudil, pa ne obračaj in ne fancerej in tišina. Tišina. Tišina, sem rekel, jebem v mater, pa bež stran, da vem. Kaj te pa kričiš name? Sem rekel, tišina. Kdo zdaj ropota? Veš, morate ustrajati pri tem, kar je prav, ker vas probajo zabrklati, kolikor se da. Mene probajo vrtiti zadnje čase, tako da jaz bi imel, če bi tle lahko snemal vse, kar vidim, pa kar si ob tem mislim, to bi bila komedija vseh komedij. Tragikomedija, ne komedija bi bila. Jaz se ob tem zabavam, močno. Bodite tudi pozorni, kdo o komu grdo govori, torej, mislim, da sem to že rekel, narcis želite skregati s tistim, ki ga je sam izkoristil, se pravi, da ne bi se vidbali, vse sem to že prej povedal. Cool. Tole pa let go, naj gre, ne, let ptice, je po slovensko, let ptice, let go pa pomeni naj gre in let's go, v bistvu pojdi. Ne stati pa čakati, kdaj bo se zgodil veliki flash, pa se bo zemlja obrnila, ker se ne bo, na tak način ne. Vse energije so tukaj za nas, da mi stopimo korak naprej in postanemo, kdor smo, da odvržemo vse maske. Tudi narcisi imajo možnost odvrsti maske, sam nimajo jajc pokazati, kaj je pod masko, zaradi tega, ker pod masko so nečedne stvari in seveda si jih ne upajo pokazati. In zato sem jaz milijonkrat ponovil, res je vsem vse odpuščeno, res je.
Kozmos, Bog ali kdorkoli se ne obremenjuje s tem, kaj je bilo. Kozmos želi tukaj in zdaj tvojo pravo vibracijo, tvoj čisti jaz. In nam pomaga očistiti se tega, kar jaz ni. Da smo jasni. Če jaz ni, potem je ego. Ne? Ego je butelj in nima več podpore zaradi tega, pa zdaj postaja vse skupaj to ena tragikomedija. Bom rekel, po eni strani so stvari težje, ko pa v bistvu preklopi človek, pa v bistvu ugotoviš, da postaja vse lažje. Igra postaja prozorna, vidi se, kaj počnejo. Rekel, ta kristalni šah, 5-dimenzionalni, da ti pod ploščo vidiš, kaj se dogaja na spodnji plošči, bolj tako spet v prispodobah. Še enkrat, njihova igra gre proti koncu, pa to sem tudi že večkrat rekel, ker očitno je tako, da tisti, ki vidimo že nekaj časa, eni so začeli zdaj videvati, eni bodo malo kasneje, eni pa žal ne bodo nikoli. Ne? In je že Džiboni rekel, moglo bi biti, da je lakše umriti, nego ljudima reči, oprosti mi. Izgleda, da je lažje umrti, kakor reči, stari sorry, zafukal sem, ne bom nikoli več. To ni moja zgodba, vsak bo svojo zgodbo življenja spisal do konca, jaz to želim vse dobro vsem, rad bi vas prepričal, da tudi prepričal, nič vas ne želim prepričati, vam dal v vedenje, da dajte tudi vi rajš, da biti dobri, dati roko, razumeti, pravzaprav igro, ne pa postati od igre, ne pasti pod vpliv igre, no, bolj v tem kontekstu. To pa ne smete več, ker njihova igra mora crkniti. Mi smo se zmenili, da bomo narcise izstradali, ker jim pač energije ne bomo dali. In to zdaj bojim se, da bomo deležni videti pogrom klonov, ki ne znajo funkcionirati. Lahko bi rekli, da ljudje, ki so se cepili, so postali drugačni. Drži. Ampak nekateri se pa niso cepili, pa so kljub vsemu postali drugačni. Film se jim je obrnil na glavo, enim že pred korono, enim med korono, in smatram, da so to neke klonaže, neka klonizacija, da jaz to do potankosti razumem, bom rekel, ni res, ker ne razumem do potankosti, ampak smatram, da nekaj na tem mora biti, ker ljudje so se obrnili tako iz črno na belo čez noč. Nekaj ne valja. Zdaj, mogoče bomo skupaj pogruntali, da tudi vi to opazite, ali tako, jaz probam te stvari brskati, mislim, kar od tega najdem, z veseljem preberem, zato, ker si ne morem priti na jasno, kakšen procent ljudi bo ostal in kako velik procent ljudi odhaja z tega planeta, na kakšen način, mislim, zna biti, da ko elektrike zmanjka, da ne bodo dobili informacije, kako se morajo obnašati in je bo stvar zaključena, kar bi si v bistvu srčno želel, da so enkrat ugasnijo ti oddajniki za 14 dni, pa da vidimo pol, kaj ostane. Zna biti, da je temu točno tako. To ni zdravo zagotovo, brskajte sami, resnica nam bo razodeta, slej ko prej, tudi razodeta, nam bo dano ven videti, zato ker če nam sam povejo, nam ljudem ni dost, nam mora biti pokazano. Zdaj, eni verjamemo malo bolj, ne, v ta ezoterična sranja, sem dobil komentar, da kva je z mano, sem še padel neka ezoterična sranja. Jaz se pa 20 let, 25 let s psihologijo človeka in družbe ukvarjam, a veš, jaz pa sranje, veš, ker sem najdel, da so oni usranjene. Vse v redu, vse cool, vse odpuščeno, vsem. Ljubljeni pika vsi, pika. Take majčke bom začel delati, se mi zdi ful dobra fora, hvala, pika vsem, pika. MTK, ne. Sem imel uno, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, pa nekomu ni bilo všeč, ne, nisem nora. Četrta oseba se je pojavila, ki ima moč in vpliv, seveda, da pač ne moramo tiskati majčke, v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Boga milega, komu pa to ni všeč, ne? Nekomu, ki ne želi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, mar ne.
Ampak slej, ko prej bomo nosili te majčke vsi, če ne bo v majčki, bo pa vsaj v srcu noter, da mater, tlele pa pedofili ne morejo imeti besed, pa ti prevaranti, genocidniki tudi ne bodo vodili nas Slovencev nikamor, sploh pa ne v kozji rok. Kvečemo obratno lahko naredimo, ker slovenski duh kekca lahko užene v kozji rok vsakega pedofila, narkomana, energetskega, vampirja energetskega. Zato, ker biti neumen, tako kot so oni, res ni simpel, ne? Je pa simpel naša enostavnost tista, ki bo njihovo zakomplicirano obvladovanje ego maske razturila. Pripeljala v kozji rok, saj pa imamo tudi rek, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ni ideja nobenega z lopato po glavi ali pa z municijo, sami sebe bodo pripeljali v mizerna stanja. Drek plava na vrh. Jaz bi želel, da bi si ljudje odprli sami sebi oči, srce in si oprostili, predvsem sami sebi. Rajš, kakor da gledam te balalajke, ker v bistvu je meni nerodno, ko gledam ljudi, kaj počnejo. Ne? Meni je nerodno za njih, njim ni nerodno nič. Meni je za njih nerodno. Pa gobec odpreme, pa vse narobe. Da v bistvu ne, ne, vse ok. Želim tudi vam, da užijete dan, ker da pogledate, kako deluje, vse to smo že, kako deluje narava, kako te cikli funkcionirajo, luna, sonce, da so vse deceptioni, vsi prevare na vsakem koraku. Zdaj, manj se ukvarjati s tem, kaj se na svetu dogaja. Ok, da pojejo Kalinko na Oktoberfestu, se mi zdi čisto ok informacija. Da pa zdaj, ne vem, ali je atentat na plinovod naredila Amerika ali Rusija, ali kdo ga je, so špekulacije, o katerih pravzaprav res nima smisla govoriti. Mir, srečo, zdravje in ljubezen, to želim vsem, da se nabildate dobrot dneva na tak način, da se butnete v vodo, da greste na sprehod v naravo, da naberete gobo, da se zahvalite šipku, ki se je dozorel za vas. Sej, to je on tukaj čaka, če ga ne boste pobrali, bo padel dol na tla. Tako da poberite sadove narave, ki so in so tukaj. Zdaj, mogoče pa res niso glih na dvorišču, ne? Je treba iti malo v naravo, zdaj gobe, marele so tam, jurčki so tam, šipek je tam. Dobrotka Boga, zelje bo treba zribati pa repo tudi, da bomo imeli ozimnico, ne? Jaz furate ozimnice pripravljam, grozni sok sem končal, hvala Bogu, mater 100 litrov sem ga, zdaj kar razmišljam, da bi ga kar podaril malo ljudem, oziroma zamenil za kakšen dar nazaj. Tako razmišljam, da sem še karton, da najdem, pa še čaj bi dal zraven, pa veš, dam, ker jaz ga ne bom spil na čaja, na soka, tok, bi pa zamenil za kaj drugega, tako da mogoče kar v tem kontekstu naredim tudi na Buy Me a Coffee produkt, veš, menjam sok za, ne vem, karkoli imaš, ne, seveda svojega domačega pripravljenega, ne. Da nehamo jesti te strupe. Pa, a veš, meni se zdi ta fora dobra, tehnologijo imamo, poštarje tudi, pa ne nam prenašajo, zdaj pa ne pa DDV obračunavajo od tega. Pa še naročnino dam zraven, ne veš. Ne vem, nekaj bom načaral, zdi se mi fajn poigravati, koliko lukenj pravzaprav je ta sistem imel, pa se ga nikoli nismo upali izkoristiti, ne, ponucati. Ja, ozimnico pripravite. Pa ne zaradi tega, ker bo vojna ali pa ne bo hrane, vsega bo za vse zadost, še največ vsega, kar pa bo pa miru, ker ta kaos svetovni se mora ustaviti, komaj čakam, da se zares ustavi. Se pravim, ta oktober je panika za kabalo na večji fronti, pa za posameznika tudi. Jaz bi želel, da je vsem čim lažje v tem prehodu. Zdaj, izbero ima pa vsak sam, ali bo njegov Lord, Bog, ali se pravi resnica, ljubezen, ali prevara, tema, laž, neresnica in tako. Izbira, ne? Okay. Izberite pametno, choose wisely, je v angleščini. Držite se, uživajte, pa lep vikend vam želim, v nedeljo zjutraj se pa tudi oglasim, ne? Bomo kaj poklepetali. Uživajte, čau, čau!